Takole, evo, zdaj imam tukaj tvoj obris stopala. Zdaj pa na podlagi tega tvojega obrisa ti bom naredil, oblikujem kopito, da bo zdaj točno po tvoji meri, ne? Aha, torej to kopito bo pol v bistvu pravi obris mojega stopala. Tako, levi in desni. Dobro. Evo, pripravil sem ti že tukaj narisan tvoj modelček, ki sem ga predhodno narisal na kopito. Takole z vsemi pripadajočimi deli. In tele takole se potem sestavlja. In potem lahko kar izrežem kar iz usna tele dele. Takole se pol sestavi. To so kot vzorčki v bistvu. To so vzorčki, po katerem pol jaz odrežem usne. Tukaj pa, kot vidiš, je prazen prostor. Tukaj pa pride potem prepleteno, kot smo rekli, v teh treh različnih barvah, da bo usne prepleteno med sabo, da se bojo barve prelivale, ne? Okej. Takole. Kako to izgleda? Lahko tukaj pokažemo? Takole pride pol, kar pride to, vse sestavljene deli, ko so sestavljeni skupaj, je zašito takole, lepo z vsemi vložnimi mestnimi materiali. In na to potem jaz ta usne navlečem na kopito, ne? Tukaj sem že navlekel na kopito z posebnimi tako imenovanimi cvikavci, žeblji za večkratno uporabo. In s posebnimi klešči to navlačujem potem na kopito. A, z rokami? Tako, z ročkami. Takole. In te žebljički, te ven vzamem, ampak vseeno po končanem čevlju pa ostane še približno okoli 50 do 80 žebljev v čevlju. In to je v bistvu tvoja posebnost, ne? Tako, ja. To je ta posebnost pri ročni izdelavi, da na roke navlečem na kopito čeveljček. Zgleda, da je kar nekaj dela v teh čevljih. Kdaj bi potem moji čevlji bili gotovi? S čevlji je približno dela z tekimi okoli 12 ur. To pustim čez noč, da se lepilo popolnoma usuši in jutri boš lahko že prišla po čeveljčke. Super! Evo, takole. No, evo, tukaj je pa ta vaš model zdaj v računalniku. Iz tiste papirnate osnove, ki smo jo prej videla, so tukaj naši tehnični modelirji to naredili zdaj v računalnik. Tukaj bodo modelu dodali vse dodatke, razna zarisovanja, da bodo potem v šivalnici ta model lahko sešili. Od tukaj pa komande pošljajo na rezalnik. Rezalnik, kaj pa je to? Ja, to je pa naprava, tam se pa najprej na papir, potem pa tudi v usnju odreže vse te sestavne dele, ki jih tukaj na monitorju vidva. Naša prirezovalnica. Tukaj te gospe pa gospodje odrežejo vse sestavne dele iz usnja. Sestavne dele iz usnja pa na tej strani te gospe pripravijo, da potem delo v šivalnici dobro poteka. Aha, to se pravi, različne kose dajo skupaj, vidim, da jih nekaj vštevilčijo. Vštevilčijo jih, potanjšajo jih, zato da par pride na koncu ta prav. Vsak par ima svojo številko, 1, 2, 3, 4, čisto matematično. Zato, ker so kože zelo različne. Zato, da pa moj čevelj Zgleda tako, kot more. Ja, da nima ženskih delov gore, recimo. Ne, zato, da ni na eni strani bolj svetreč, na drugi manj svetreč. Potem pa to šivilnico. Potem pa gre to v šivalnico. Šivalnico, okej.
točno take škatlice sem jih kot jaz kupil. Ja. Moje Evo, čevlje, ne? tako. Če pridem k vam, pa bi želel biti pri vas čevljar. A je težko pri vas dobiti službo? Jaz mislim, da se da dobiti službo v tem poklicu, če ima človek interes. Mi vedno rabimo mlade kadre, tudi starejše, ampak mlade še posebej, zato ker je tega znanja vse manj. Kaj vse lahko človek pri vas počne? Lahko, če ima zelo velik idej, pa rad oblikuje, lahko riše čevlje, za kar ni nujno, da je čevljar, lahko je oblikovalec ali pa samo ima zelo velik idej. Potem, če je čevljar ali pa ima željo v tem delati, je lahko tehnolog, lahko je tehnični modelir, če ima veselje z matematiko, je lahko kalkulant, analitik, če so pa pač ambicije take, da bi delal v proizvodni, je pa dosti dobra volja, pa 2 pridni roki, pa malo smisla za delo, pa je to. Lahko mogoče pridem tudi, če nič ne znam, ko vam pa me vi naučite? Marsikaj lahko, skozi delo pa potem vse več faz spoznate, pa lahko delate marsikaj. Je pa dosti prostora, ni preveč ljudi za ta poklic. Jaz mislim, da pri nas jih je toliko, kot jih rabimo, ampak vedno potrebuješ še koga, ki te lahko tudi še kaj nauči ali pa ti njega. Koliko takih čevljev, koliko teh parov pa gre iz te tovarne na leto ven? To se pravi, cirka 2000 parov dnevno. Gre pa vse konce sveta ali je to samo naše tržišče? Ne, naše tržišče je sicer veliko, ogromno izdelkov pa izvozimo. Nemčija, Rusija, Anglija pa drugam.